Dragi Andrej, dragi jubilant, spoštovane gospe in gospodje, dragi prijatelji. Moram reči, da nisem računal, da se mi bo zgodila prav ta in taka prilika, da bi imel privilegij in čast govoriti z legendo slovenskega slikarstva, ki je zaznamoval Slovenijo, lahko bi rekel ves svet oziroma 200 letij, in vam že ob tem povem, da ga ne mislim kvalificirati v smislu umetnostno-zgodovinarske stroke. Ne bomo se ukvarjali toliko, kako in kaj je slikal, ampak predvsem s tem, kaj je hotel povedati v 2 stoletjih v svojem spoprijemu s časom, ki ga je imel na razpolago. Ne bomo šli od utrinka do utrinka, ker bi morali v tem primeru najeti otok za celo leto, ker se je možu veliko zgodilo. Tudi ne bomo šli od slike do slike, ker kdor je videl njegov atelje, bi rekel, da je naslikal več kot kakšna cela generacija, predvsem pa še naprej dela. Zanj smo bili na razstavi nekaterih njegovih del, ki jih je naslikal okrog Božiča in okrog Novega leta. Torej, da ne bi kdo mislil, da se bomo pogovarjali s kakšnim starcem, ampak se bomo pogovarjali z možem čilega duha, ki močneje stisne roko, kot je prijateljsko sreča, kot je to znal nekdani šef slovenske firme SCT, gospod Zidar. Andrej, sem vesel, da se je ponudila ta prilika, vesel sem, da si v taki kondiciji, vesel sem, da imamo tukaj toliko tvojih prijateljev, strokovnjaki na čelu, ki spremljajo tvoje delo, ga ocenjujejo, ga razčlenjujejo. In ne bomo pa začeli s slikanjem. Dogovorili smo se, da bo začel ta večer, da bomo začeli ta večer z glasbo, in vesel sem, da je z nami Aleksander Mežek, tvoj tako rekoč sosed, tam pod tisto Rebrijo vas je enih neverjetnih ljudi, vidva sta 2, od teh drugih ne bom omenjal, ker bi dolgo našteval. Jaz sem Aleksandra Mežka srečal najprej leta 1971 v Bohinjski Srednji vasi, kjer sem bil nekako zadolžen za duhovne vaje z naslovom Kristjan v samoupravni socialistični družbi. In tam sta pela Aleksander Mežek in Andrej Šifrer. Zdaj smo se zmenili, da bo Aleksander danes začel in zapel nam bo pesem, ki smo jo slišali tam torej pred več kot 50 leti, imenuje se Krila, to je njegova prva pesem, na koncu bo pa zapel ta zadnjo, ki je pred kratkim skomponiral. Andreja Šifrerja bom poskušal nagovoriti, da bi ti zapel, ko bomo praznovali tvojo 100-letnico. Sašo, izvoli. Ja, jaz običajno začenjam s tole pesmijo vse moje koncerte, zato ker je bila napisana, ko sem bil star 17 let, se pravi, da je zdaj letos 60 let, odkar sem jo napisal. In ja, zanimivo je, da a si ti mogoče dvoje spomniš, katero pesem sem jaz takrat v Srednji vasi napisal? To pa ne. Ja, no. Jeruzalem. Ja, vidiš. Smo jo pa zvečer, sem ga prosil, če bi jim eno pesem napisal za zvečer, ko smo se dobili skupaj, in sem napisal Jeruzalem. Pa mi gre, še tam je bil tudi oče od Prevcev. Ja. No, tole je pesem, ki mi spremljajo že celo življenje, in samo morate si zapomniti, da so to besede enega 17-letnika. Dobro zgledaš. Vsemu so moje. A ne?
sem čisto sam, gledam, ko zahaja dan, ko se misli mi podijo, kdo ve kje. Skozi okno zrem željo, da mi krila zrastejo, da zaplavam kakor ptica pod nebo. Še dolgo ne dobim, kaj si še tako želim. In vsak polet končal bi se slabo. Da upanju živim, da nekoč res poletim. Še kot oblaki so, kot vidijo so zaspane vse, zdavnaj se povisile, mene ruče nežno Boža po noči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se dan prične, dan je večer bo za vse, in to si želi. Rože so zaspane vse, zdavnaj se povisile, mene noče nežno Boža po oči. V upanju zdaj sanja vse, čaka, da se dan prične, dan ki večer bo za vse, dan ki večer bo za vse, dan ki srečen bo za vse, to si želim. Hvala, Aleksandar. Nekako tako kot takrat, no. Par let je pa vmes, no. Da še večkrat bo, čuje moje izkušnje. Močnejši glas imaš, bi rekel. Glejte, še eno dolžnost imam prijetno, predno gremo k vprašanjem. Župan mi je pozorno poslal tole pisence. Pravi, cenjeni gostje, iskreno mi žal, da imam današnji termin zaseden z neodložljivimi obveznostmi, saj bi bil počaščen nagovoriti vas v živo. Kljub temu dovolite, da vam kot župan občine Bled izrečem iskreno dobrodošlico v tem čudovitem koščku sveta, kateremu imamo nekateri privilegiji reči naš domači kraj. Biti župan je čast in odgovornost, biti župan občine Bled pa je posebna čast in posebna odgovornost. Tega se vsak dan znova zavedam, zato se svojo ekipo trudim s spoštovanjem preteklosti, odgovornost skrbeti za prijaznejši vsak dan za občane in obiskovalce v sedanjosti in ustvariti pogoje za lepšo prihodnost. Celota je vedno sestavljena iz posameznih delcev, ki sestavljajo mozaik. Z medsebojnim spoštovanjem, iskrenim sodelovanjem ter ljubeznijo do svojega dela je pot do popolnejšega mozaika lažja. Trenutki, ko pa nam gre vse po načrtih, nas preizkušajo, nas gradijo in nam nudijo priložnost zoreti in dozoreti. Priložnosti in izzive lažje premagujemo skupaj z jasnimi cilji in pridobljenimi izkušnjami.
Teh pa vam, spoštovane in spoštovani prisotni, ne manjka. Hvala za vaš dosedanji prispevek in hvala, ker ste za nocojšnji večer izbrali srce blejskega prostora, kraj vreden največjega spoštovanja, Blejski otok. Želim vam prijeten pogovor in druženje. Naj vam ta dan ostane v prijetnem spominu. Bog živi vas, našo nam deželo, Bog živi ves slovenski svet. S spoštovanjem, Anton Mežan, župan občine Bled. Torej, hvala lepa gospodu županu. Zdaj bomo pa mi odrinili na globoko in to v prisotnosti nekaterih gostov, ki jih želim posebej pozdraviti. Najprej predsednika Narodnega sveta koroških Slovencev, gospoda Zdravka Incka. Tako je. Gospod Jože Kopajnik, ki ga ni treba predstavljati, se je opravičil, ker so se pojavili nekateri bolezenski znaki, tudi on nas lepo pozdravlja. Veseli me, da je tukaj dr. Muhovič svojo gospo, tudi njega ni treba posebej predstavljati, bi lahko dolgo govoril o jubilantu. Enako velja za prvo damo Slovenske matice, gospo Ignacijo Fridelj, ki je tudi že kaj povedala o našem slavljencu, in spremljajo tudi nekdani prvi mož Slovenske matice, moj nekdani gimnazijski kolega, dr. Milček Komelj z gospo. Takole z nami je tudi nekdani minister za kulturo, dr. Janez Dular. Gospod Bernardo Stenovc tudi ni treba posebej predstavljati. Bi rekel, da je tudi ena od vestalk, če se staro besedo izrazim, dela gospoda Jemca. Kako blizu ga pozna, smo videli ob njegovi razstavi v Škofijski gimnaziji. Ne bom posebej naprej pozdravljal vseh gostov, ker bi to dolgo trajalo. Vesel sem pa tudi, bom rekel, da je z nami tudi ena od njegovih učenk iz Ljubljane, gospa Anka Košmrljeva. In zdaj predlagam, da gremo mi pogledati 200 leti. A mi daš besedo? Takoj. Večkrat se. Ja, viš. Jaz bom sam rekel tako, ne. Zelo sem počaščen, da je prvi predsednik slovenske vlade prišel k meni, potrkal, se je vozil z avionom nad Bledom, pa je rekel, Andrej, tole bi naredila tle na Bledu. Lojze, to je tako velika stvar, da če pomislim, da si iz aviona gledal gospod Sveto gor, pa si gledal Blejsko cerkev, najstarejšo krščansko cerkev na Slovenskem, čeprav vem jaz to, tem jezeru, tem čudežu, pa si slikal Triglav, fotografiral, pa prinesel mi posnetke od zgoraj na Triglav, ne. To je bilo zame nekaj tako izjemnega, da sem rekel, da moram sam to povedati. Ne bom govoril o tvojih funkcijah, vseh tistih, ki sem te poznal skozi urednika revije 2000 in pol naprej. In kar se je pa dogajalo v času osamosvajanja Slovenije, smo pa, ja, premalo smo ponosni na to. Torej, jaz sem ti hvaležen, da si zaprosil za besedo, ker sem se takoj spomnil, da sem nekaj bistvenega pozabil. Namreč moram pozdraviti vendar še posebej netilca slovenske pomladi, tako je temu možaku rekla zgodovinarka slovenske osamosvojitve dr. Rozvita Pesek. Z nami je Ivan Borštner. Ivan, lepo pozdravljen. In z njim je še Tone Kuntner, ki ne vem, kako bi ga predstavil. Kadar se srečava, mi reče, sem vesel, da si v moji stranki. Njegova stranka je stranka slovenske pomladi. Tone, pozdravljam.
Torej, prej sem rekel, da bomo šli meriti, koliko barve je porabil v 90-ih letih, ne? Ampak se bomo ukvarjali s tem, kaj je želel z njimi povedati in se bomo gibali bolj v območju treh ključnih pojmov. Eden je resnica, drugi je svoboda, tretji je svetloba. In na to temo bomo verjetno kaj več povedali, ko bomo prišli do slike, ki mene posebej zadela, presunila, razveselila, opogumila, bi rekel, in to je krvavost 20. stoletje, ampak o tem pozneje. Zdaj pa predlagam, da gremo najprej v Šentvid, kjer je naš jubilant začel svojo življenjsko pot. Šentvid, tisti Šentvid, ki mu je namenil škof Anton Bonaventura Jeglič status vzgojne pozicije, oziroma tam je postavil škofove zavode, kateri zgodovino poznate. Tam blizu je torej živel Andrej in je v tem kraju tudi začel slikati v 4. razredu, to je bilo med drugo svetovno vojno. Videl je streljanje talcev, videl je tudi, kako je kdo padel v kakšni nemški raciji. Skratka, silo, surovo silo je videl kot mlad človek. Jaz mislim, da to človeka zaznamuje, zlasti, če se dogaja na tako trd in tragičen način, pa me zanima, kakšna je povezava med temi tvojimi, rekel, posebnimi življenjskimi vtisi in izkušnjami in tem, da si zagrabil za Čopič. Ja, zdaj, zgodba je, kot veste, dolga, ne. Jaz pravim, če se vzeli na čas, ne, na leta, mogoče je to en okvir, ki mi ponuja poenostavljeno, pa vendar zajeto bistvo nekega časa, ne bi rekel, desetletja ali pa drugi kriteriji vidim jaz v ljudeh, ki jih človek sreča in te zaznamujejo. Je še veliko teh podobnih stvari, ampak ko si mi rekel o teh zadevah Šentvidu, ja, sem enkrat rekel, oprostite, da tako rečem, je bil škof Jeglič nor, ki je izmislil tak ogromen projekt v Šentvidu, škofijsko gimnazijo. Jaz sem to hišo pred vojno začetem obiskal, on je imel neke upravke, jaz sem hodil gor in sem je predal jaslice pogledati, to je bilo leta po moje 40. In se mi je zdela neverjetno ogromna zgradba. Torej, en pojem velikosti v arhitekturi, ne, tako kot rečemo, ne vem, Pariz ima veliko cesto Champs-Élysées, Ljubljana ima pa Dunajsko cesto kot tako, ne, sinonim nečesa velikega. Ali pa recimo dvorane, ne, ko sem sodeloval pri Cankarjevem domu, pri izgradnji, torej pri barvah in tako naprej, ne, so govorili recimo eni politiki, ja, a ni ta hiša prevelika, to na bolj ljudi privabili. Jaz sem rekel, velik prostor, velika dvorana daje občutek prostosti, svobode in se bo napolnila, bo še premajhna, ne. Sem rekel, recimo takrat sem dal to primer, sem rekel, sinonim velikosti ulice je Ljubljani Titova ali pa Dunajska, ne. Ta cesta, v Parizu je pa Champs-Élysées toliko večja, ne. Ja, ampak to ljudje zelo hitro sprejmemo, posvojimo, zaradi tega, ker ponuja svojo, kako bi rekel, svojimi dimenzijami nekaj, kar si naprej ne predstavljamo, ne. Če si navajen malega, ampak v bistvu težnja ali pa, jaz bi rekel,
osebno sem imel občutek, da je najbolj ravna črta na svetu, v naravi je morje pa nebo, čeprav je malo zakrivljeno, ampak to je občutek velike prostosti, neke svobode, ki jo pa svet umetnosti še kako razume, ceni, išče, spoštuje in pomeni ogromno. Zdaj ne bi tu nadaljeval, kaj to... Zdaj si mi mečkano šel od vojne stran, ampak me zanima... Od vojne bi pa moram, hvala, od vojne bi pa moral reči, da seveda to je pa, zato pravim, dolga zgodba, kjer morate razumeti, meni je najbolj v spominu ostale zgodbe mojega očeta, ki je bil v prvi svetovni vojni. O tem se je nedavno tega govori nekoliko več, ampak je normalno, da generacije, ki niso doživele, ki niso slišale, ne vedo. Oče pripovedoval to zgodbo, kako je bilo 3 leta na fronti, gor visoko v hribih, kako je bil konc, kako so bili ujeti, kako sta se z dvema, mislim, 2 sta bila njegov prijatelj Kramer pa on, sta opazila, da napijavi italijansko taborišče, da jih bojo deportirali tistih 1500 Slovencev v Abesinijo. In ko sta one 2 zvedla to, sta rekla, riskiramo življenje, streljajo, če tečeva, ampak bova poskušala na način, kot so se vojski naučili, in sta ušla. In oče je 8 dni peš hodil iz Pjave do doma, do Ljubljane. Njegov prijatelj Kramer je pa bil šokiran od tega, šel v Ameriko in ni bilo glasu. 1500 Slovencev je pa končalo v Abesini, za noben ne ve. Jaz se spomnim, sam se upravičujem, da to govorim, ampak to je en zelo zanimiv zgodovinski podatek. Edini Jože Snoj, pokojni Jože Snoj mi je rekel, obstoji kakšna dokumentacija, ki je to sorazmerno veliko število ljudi, ki so zginili nekje, in one 2 sta vedela, kam so šli. Ampak to je ta zgodba, o kateri se moramo graditi, zaradi tega, ker teh je veliko. Res pa je, pa treba se biti na jasnem, da so taka šokantna ali pa močna doživetja vojne in tako naprej, ali pa videti streljanje talcev, da to pusti človeku sledi. Lepe stvari lepe, te hude tudi hude. In zdaj jaz mislim, da v svetu umetnosti, bodisi literature, poezija posebej ali pa glasba, govori o teh stvarih na svoj način, s svojim jezikom. Meni se zdi zmeraj to zelo pomembno in zmeraj sem zelo poudaril, da je ta jezik sam kot način, kot si mi rekel, kdaj si prijel za čopič, to se niti ne spomniš, ampak veselje do tega, da nekaj narediš, je pa tista gonilna sila, ki jo pravzaprav nisem nikoli poskušal posebej za sebe analizirati, razložiti, zaradi tega, ker zakaj to počnem. Imaš pač eno predstavo, da bi rad nekaj naredil, kako bi to naredil, ali pa kako bi to boljše naredil. Ta beseda je boljša, zaradi tega, ker se mi zdi, da večina ljudi na svetu poskuša z nečesa nekaj boljše narediti. Dajmo ostati pri tem, iz česa lahko kaj narediš. Jaz ne bi rekel, da sem se kaj poskušal s slikarstvom, pa kadar sem risal, sem najprej narisal tla, pa sem pa gor hišo narisal kaj tazga. Ti si mi pa rekel, da ne začneš s črto, ne začneš z objektom, ampak začneš s packo, da je to malo razložiti. Ja, nekaj tega je, ampak to je tisto, pravzaprav
sem se večkrat spomnil, tudi ti si me spomnil na to, ne, da sem že po vojni delal nekaj z Debelim Čopičem, neke neprepoznavne stvari, ne, ali pa neke talce, ali pa neke vojake, ali pa in sem potem še z Debelim Čopičem napisal, kaj to pomeni, ne, ker nisi mogel razbrati čist, ne, se pravi, ta odnos, ne vem, kako bi to, belina platna, prazen prostor, ali imaš strah pred to belino, ali jo pa takoj zaznamuješ, ali pa celo uničiš, pa potem popravljaš iz ene barvne lise, kot iz oblaka počasno nastane zajček, ali pa glava, ali pa nekaj, to smo pač otroci doživljali to tako in se mi zdi, da je v slikarstvu, ampak to je tudi moje zelo osebno občutenje odnosa do tega začenjanja, ne, da narediš nekaj, kjer, zdaj bom preskočil, bil sem v delavnici za litografijo, kjer so tiskali Tapies, Ionesco je, to sem dobil od njega eno grafiko kot velik dramatik, literat, tudi slikal in to dobro, ne. In potem so mi v tej, en nemški založnik je naredil eno mojo litografijo in seveda pri tem postopku delu sem zvedel marsikaj o ozadju, kako je to, ne. Tam so mi predstavili enega švicarskega umetnika, ki ima sijajne slike, sijajne risbe, ampak Kamna se je pa bal, strah pred tem praznim prostorom, kjer so rekli, da če ga uniči, da je to 1000 frankov stane brušenje, ne, in se nikakor ni moral lotiti litografije, ne. To se pravi, to so neke stvari, ki bi rekel, da so obrobne, pa sploh niso, so bistvene, ne, kako se tega lotiti. Ampak to je zelo osebno najbrž, ne vem, to bi mi, ne vem, kolegi kot Muhovič, kot slikari bi lahko, ali pa, ne vem, v glasbi, kako je to. Jaz od Aleksandra imam zgodne tekste, ki je prišel do mene v Ljubljano prinesel in se mi zdelo, da se stvari pokrivajo, ne. Ja, torej midva sva omenila eno zaznamovanost tvojo, ta je z vojno, ne. Bi lahko rekel tudi kaj na temo raka, namreč verjetno tukaj mnogi ne vedo, da si imel ti hudo grožnjo z rakom, z napovedjo, da se boš preselil na drugo stran, ne. Ja, to je zgodaj bilo, ja. Ja, to je bilo v ranem. To je bilo pri 15 letih, ne, to mi je življenje malo spremenilo, no, pa to sem že povedal, vse je to. To je že znano, ampak v tej zvezi, ker govorijo o Šentvidu, imava tam eno nenavadno povezavo. Ti si bil v šoli, če tako rečem, slikarja Kregarja, ne? Ja. Jaz sem bil pa njegov ministrant v Šentvidu. Ja. Včasih sem ministriral pri študentski oziroma pri jutranji maši, ne? In se spomnim, on ni hotel pridgat, on je rekel, beseda ni moj izraz, jaz imam druga sredstva in on ni nikoli pridigal. Kregar, ne? No, imaš nanjega kakšen poseben spomin? Ja, tle je ena slika Modrina, ne, ki enkrat leta 1969, to ne bom nikoli pozabil, ne, ki je rekel Andrej, on je imel atelje samo takrat v Škrabčevi ulici, tle nasprot Vrtnarija, ne, ki veš tam, ki je en spomenik na desni strani, ki se gre v Rožno dolino, jaz sem v tam atelje, ne, Stane Kregar pa višji gorno in potem sva šla skupaj, rekel, pa kdaj mi boš ta atelje svoj pokazal pod streho, ne, takrat sem bil že 69, se pravi 62 sem se usedel noter, že nekaj časa in ko smo se veliko srečevali pa družili, sva šla pogledat, ne, in ko pride gor, tam je slika ona Modrina, ne, in prav, joj, Andrej, kakšna Modrina, ne, se neko Stane lepa, hvala, imam že naslov slike, ne. A nimaš ti eno Modrino tudi v državnem zboru? Ja, več jih je Modrin, ker modra barva je pač tista, ki ni tako agresivna, ki se oddaljuje in je tako, kot bi gledal nebo ali pa nekaj v daljavo je
No, tle so prebali, ne, ampak to je tudi zanimivo, ne, to je tudi zanimivo, ne, ker Rdeča je pa tako blizu, ne. Bo prišla do nje pri krvavnem stoletju. Ja, zdaj, torej, bomo malo skočili naprej v tvojem ne tako kratkem življenju. Postal si akademski slikar, postal si profesor, postal si celo dekan in bil si, če prav vem, povabljen tudi v Zvezo komunistov, ker na tistem mestu, kjer si bil, bi rekel, je to spadalo nekako zraven. Odklonil si povabilo v avantgardo, odklonil tudi socialistični realizem, pa me zanima, kako si to prevozil, ker če sem te prav razumel, si se moral tudi z mačkom malo pogovarjati, ne? Ti si zavrnil nekaj, kar je bilo takrat, bi rekel, ni bilo tako na gosto, da bi to zavračali. Ja, to je, a veste, rekonstrukcija nekega časa, ne? Mislim, govorim za vse, ne? Navzoče, ne? Ne vem, tam je Milček Komel, ki je zdaj pisal, prej smo govorila o Francetu Sterletu, ne? Takrat je bila na sceni umetniški neka druga generacija iz nekega drugega sveta, iz nekega časa, nekih drugih vrednot in mi pravzaprav ne vemo, kako je to točno bilo. Tudi jaz ne vem. Jaz sem doživljal samo posledice tega, tisto, kar se je rekel, to povabilo je šlo strani mojega profesorja Slavka Pengova, sekretarja partije na akademiji, ampak to v pripravljalnem letniku, takrat ta je bil selektivni letnik, ne. In zdaj z ozirom na, vam bom tako povedal, ne, leta 1953, ko sem se prijavil za sprejemni izpit na akademijo, ki je bil pogoj kot dokaz umetniške nadarjenosti in ko sem uspešno upravil izpit, največ točk dobil, sem bil prvi med 15. Zgodilo se je pa to, da 2 meseca ali pa 3 mesece pozneje, kjer sem imel v pripravljalki slikarstvo in modeliranje, kiparstvo, je bil Slavko Pengov pa Frančišek Smrdu za kiparstvo. En blag človek, Frančišek Smrdu je bil zelo prijeten pedagog, medtem ko Slavko Pengov je pa prišel k meni, me povabil, ste prišel v naše vrste, jaz sem se zdrznil, bil popolnoma šokiran zaradi tega, ker moram povedati, ta naša generacija, takrat jaz sem bil velik nasprotnik socrealizma, ne. Jaz razumem recimo Slavka Pengova, da je on, ki je poslikal cerkev na Bledu, ne, in zdaj smo tle v sredi, ne, tam je pa vila, ne, in tam so te freske njegove, ne, socrealistične, ne, in v tistem času moje vedenje kot otroka, ki je rasel na nemški strani za mejo, ko smo bili v škofijski gimnaziji, še preden so partizani prišli na dan osvoboditve, videli, kaj so Nemci pustili. Jaz vem, da sem domov pištolo prinesel, pa neke čelade, pa nekaj, tiste oče čez en teden peljal nazaj, ker je prišlo neko obvestilo, da se vse to, kar je bilo normalno, ne. Ampak to, kar so te, kot sem jaz nekje napisal, da se je šušljalo, pa da se je slišalo, pa si kot otrok. Zdaj, če sem 34 leta rojen, da sem leta 45 že marsikaj lahko razumel, ne,
časi so bili še taki, se mi zdeli grozljivo, da so iz Šentvida vozili v dobesedno zakol, smo rekli otroci, in sem rekel, jaz se s temi ljudmi ne morem strinjati, ne, pa sem pa rekel, mene socrealizem ne zanima, ne, in tle kot so tile, to je diplomska slika slučajno, ne, tega kubizma, ne, to ni šlo skupaj, ne, no, in so me hoteli odsloviti, no, in ne bodi galen, sem šel k Jakcu. To je zanimivo, vam moram reči, da je zame še danes vprašanje, ne vem, profesor, kolega Milček Kumel, ki je veliko z njim bil, kako sem jaz takrat, koga sem zvedel, da lahko grem k Jakcu. In jaz sem šel k njemu, mu povedal, da mi grozi profesor, da me bojo odstranili z akademije, in je gospa Tatjana mi ponudila kompot in sem vedel, da bom dobil zaščito, in mi je tudi on povedal, pa slab, pa pregel. No, to je en detalj tega časa, ki ga ne moreš rekonstruirati. To ljudje vedo, jaz ne vem, recimo mojemu slikarstvu Frances Tere zelo naklonjen, vem, še neke privatne stvari, ki sem ga prosil kot restauratorja, če gre pogledati neka okna za adaptacijo, ko sem atelje si delal, je to naredil z veseljem in napisal in tako naprej. No vem, prvo priznanje veliko sem dobil iz rok Franceta Steleta na tistem Trigonu, ne, za slikarstvo, ne. Takrat so bili v žiriji Malež, Spacal in sodem v tisto generacijo, ki sem poznal ta lom med enim in drugimi, ne. Potem pride Kržišnik in drugi. Jaz ne morem črno-belo obravnavati to, zato ker niso bili časi taki, ne. Ja, te moram vsem vprašati, kako je tisto srečanje z mačkom izgledalo? Ja, to je bilo pozneje pol. To je moja nagrada v Tokiu, je sprožila en val zame velikega veselja, pa tudi hudih stvari, ne. Hudih stvari preprosto iz razloga, ker takrat je bil v letu 60 je dobil Debenjak drugo nagrado v Tokiu, Kržišnik je bil v žiriji, pol leta 62 je bil kolega prijatelj Janez Bernik, mednarodni Grand Prix, je bil Kržišnik v žiriji. Meni je Melita Steletova rekla, ki je videla moje grafike leta 64 v maju v Zagrebu, rekla, Andrej, ti si določen za Tokio, daj pošlji tiste grafike ti v Tokio. No in takrat ni bilo nobenega Jugoslovana v žiriji in sem jaz dobil tudi Grand Prix, ne. In to je bilo zdaj nekaj kot nekaj neprijetnega za tiste uspehe tega menedžmenta in tako naprej, kar sem jaz sorazmerno močno občutil. No. To, da sem pa k mačku bil povabljen, je pa bilo samo, da pridem z mapo grafik, da vidi, kdo je ta Andrej Jemc. Ni bilo drugega, ni nič kupil, ni bilo nič, tazga ni bil niti. Ne. Ampak seveda sem si pa mislil, malo nelagode je zaradi tega, ker mi smo, bodimo si najjasni, takrat smo zelo veliko vedeli o teh stvarih. Zelo veliko smo vedeli o teh stvarih. Več kot sami ljudje niso govorili, ne. Ja. To sem enkrat pozneje rekel, zelo zgodaj je bil na moji strani Igor Torkar. Midva nisva bila zelo skladna potem, on je bil predvojni komunist in to, ampak leta 52 je on prišel iz tistega zapora, kjer je bil en... Je bil na Golem otoku, ne? Ne, ni bil na Golem otoku, ampak je bil v Samici več kot eno leto. 4 leta je bil zaprt in leta 54 se mi že vpiše v indeks kot profesor. In njemu so kolegi povedali, da jaz nisem šel v partijo. To mi je on povedal. No, in tako je postal zelo zaupen in recimo, ki je pisal knjigo Umiranje na obroke, je prišel k meni in smo imeli dolge pogovore.
takrat smo tudi, ne vem, neko odbojko igrali, iz tega se je rodila tista skupina 69 v znatni meri iz tega dogovora. Čeprav so eni govorili, da je drugače bilo, ne? Ampak to je poglavje, ki ga ne bom tukaj. Hvala, da si to malce pojasnil. Zdaj, glede na to, kar si povedal, oziroma kar vem o tebi, razumem, da si pristal v unem drugem seznamu, bi rekel, ne? In če si na tistem seznamu, ni nujno, da bi za 90-letnico kljub vsej kvaliteti in mednarodnemu slovesu dobil kakšno veliko slovensko razstavo. Pa sem prav povedal? Ja, to je... Jaz bi pravzaprav, sem to napisal, sem zadnjič povedal, ne, za likovne besede na kratko, od leta 1945 do leta 1924 slovensko umetnost. Recimo, kot študent leta 1956 sem bil zelo počaščen, da so moja dva lesoreza vključili v 10 let akademije v Jakopičem paviljonu. To je bilo, kot bi rekel, neka spodbuda, da se bo v Sloveniji, tam je bila moderna galerija, to bo raslo nekam, ne, ampak leta 1961 tisti paviljon podrl, ne. Zdaj, koliko smo se zidali teh paviljonov, ne vem jaz jih ne poznam, ne, jaz edini slikar, jaz sem 25 let na akademiji učil in vem, da smo producirali serijo slikarjev, ki pa nimajo kje razstavljati, medtem, ko smo hodili, jaz se spomnim Aachen, v Köln, v Frankfurt, gledati nove muzeje, ki so jih zidali kot katedrale včasih, ne. V Sloveniji se to ni zgodilo in iz tega zaključujem, pravim, da je kulturo smo v Sloveniji zelo zatolkli. Če bi majčkrat toliko dali denarja kot za šport, za Planico, za plavalne bazene, za stadion, Stožice in tako naprej, ne, za razstavišča, no se to sem že na promociji knjige omenil, ne, Andrej Medved rekel za Bernarda, da bi moral viseti. Tam sem rekel, mi nismo ponosni, pri nas noben ne ve več, kdo je. In so namenoma naredili, da ne. Grafični bienale so čez noč razrušili. Jaz imam toliko dokumentacije v tem, da jo bom izročil, da arhiva, kaj se je v bistvu v Ljubljani zgodilo. Čez noč so rekli, konce tega, eni tovarišici ali pa gospe so dali denar, je šla po svetu in takrat so odpovedali Japonci, Angleži, vsi tisti, ki so velika imena, ne. In danes se sukamo okoli cukrarne, no. Ja, jaz imam tukaj le vrsto vprašanj, ampak čas hitro teče. Tam sem si tudi napisal, sem si tudi razlika med biti vabljen ali biti poslan. Ja. Ne, to moram reči, ne, to je zasluga tudi mojega sina Matija, ki je striktno delal na monografiji, pa bibliografije, pa gospe v Moderni galeriji, ko sem kar naenkrat ugotovil, sem rekel, dobro, ampak jaz sem takrat v Benetke bil povabljen od direktorja Bienala, ne od naše komisije. Pa drugo leto tudi, pa grem pošto odpirati, pa rečem, vse, prostite, to je tako, ne. Dobiš eno pismo, pa si vesel tega, pa ne študiraš, kaj je to, pa kaj je ozadje, ne. Ampak ta ozadja so bila pomembna in so danes se že kažejo rezultati. Zdaj pa predlagam, da gremo mi do krvavega 20. stoletja in bom naredil nekaj, česar praviloma, to je ta slika, slikarji ne odgovarjajo nujno z veseljem, če jih kdo vpraša po razlagi slike, ne. Pri Andreju imam pa to izkušnjo, da on to čist, bi rekel, z veseljem naredi.
Pa se zdaj ne bomo pogovarjali, kaj je abstraktno in kaj ni, ampak daj ti malo povedati, kako si do te slike prišel, ti imaš odnos do tega stoletja, tudi do njegove krvave razsežnosti, ampak kako je do te slike prišlo, pa mečkaj nam tole duha te slike, ne bi rekel strukturo, ampak duha razloži. Ja, to je, gre za cele cikluse, ne, slik, ki so imela izhodišče v nekih spomenih, nekih dogodkih, nekih dogajanjih. Jaz se spomnim, imam recimo tista slika je v Splitu, kri v travi, ne. Enkrat ta tema se razvije toliko daleč, da našega soseda, po katerem se ulica v Vižmarjah imenuje, ne, Rovšnika, sem videl, kako je skozi okno skočil, ki je bila racija. In kadar je bila racija nemška, so nas z tistimi brzostrelkami zbudili v postelji, ne. Takrat je bila zraven tega SS-ovca moja teta Elza in je imela v roki house listo. Na house listi smo bili navedeni vsi, ki v tej hiši stanujemo. In tako nas se je zbudilo in sem šel dol in gledamo skozi okno, kjer je bila ta racija, in skoči skozi okno ta Rovšnik v pižami teče proti nam gor, ne, proti naši hiši, in spodaj na bogove v enega je strelo in smo videli, kako je padel, potekel naprej. In pol smo šli otroci gledati njega, ki so kar pustili tako, ne, imel nekaj 26 strelov, ne, ampak to so stvari, ki se jih spomniš, ne, ker obravnava slikarsko barvo, pa to rdeče. Moramo upozoriti vprašanje barve v slovenskem slikarstvu, ne, tudi pravzaprav na tem, ne. Na tem, da rečeš, da uporabiš tisto barvo, ki se je zgodila, ne, ki je doživeta, ki jo poskušaš narediti. Zdaj, zakaj to delaš? Najbrž zato, da pripovedujemo to zgodbo, ne, na ta način, ne. In recimo krvavo 20. stoletje je povzetek vsega tega bil, ne. No, to je velika slika in ta reprodukcija pravzaprav nima, to je 2,20 m krat 3 metre. Detalji zginejo na tem pomanjšanem, ne. Kot zgine, kot sem rekel, sinu Matiju, ne, da z ozirom na to, kar si prej omenil, ne, neko retrospektivo 100-200 slik, ki se ne berejo, ne, normalno bi rekel, da bi eno kontinuiteto, sem se odločil, da jih pomanjšamo, spravimo v knjigo in da nekaj ostane. Pač časi so taki. Čas gre naprej, ne, zdaj, ne vem, jaz res ne vem, jaz sem rekel, 25 let na šoli sem učil kot profesor, kot dekan sem imel ambicijo, da oddelek za oblikovanje naredimo in da likovno teorijo peljemo, ne, ker to je, hvala Bogu, profesor Stupca je bil zelo naklonjen temu, on je bil rektor in sem šel k njemu kot predsednik odbora za študijski program, sem rekel, jaz hodim v Nemčijo, prinašam te knjige in berem, pa nas tega sploh ni, ne, še, ne. Se to bi pa Jožef Muhovič več povedal, Na Uniji. To niso, ampak govorimo o nekih trenutkih, ki si bil prisoten, ki si videl, ne, se pravi, oddelek za oblikovanje pa zame pomenil, vam povem, ne, eno leto pred diplomo sem bil dalj časa v Nemčiji in ker sem zvedel, da je Corbusier v Münchnu, ne, razstava, ne. Jaz sem ostal nekaj dni v Münchnu in gledoval to čudo njegovega arhitekturnega risanja do dobrih slik, ne. Corbusier je sam sebe v filmu imenoval, da je on slikar, je rekel, ker delam velike hiše, me zato imenujejo arhitekta, ne. No, to je bila ena takih izjav, ne, se to je več teh filmov, ki je zelo zanimivo.
Ja. Dajmo zdaj le reči nekaj o svetlobi, čeprav na tej pomanjšavi svetloba ne pride do takega izraza, ko sem jaz to gledal v Šentvidu, v originalu, me je, jaz bi tako rekel, ne, me je potegnilo čez vse te težke gmote, če tako rečem, jaz sem to tako doživel, jaz bi rekel, me je pritegnilo čez in zato sva potem govorila o medprostorju, rekel, tukaj, v mojem doživljanju je toliko transcendence, ne, ti nas potegneš čez, tako jaz vidim, da mogoče vidiš kdo druge. Jaz ti bom rekel tako, jaz sem ti hvaležen za to, da govoriš iz stališča občutenja tega, kar je povedano, ne, brez tistih teoretičnih vseh, ki sem jih pa jaz moral upoštevati, da jih spostaviš. Tudi kot pri tvojih notah, ali kaj, tam se s tem ukvarjaš, tam se ukvarjaš iz jezika, z nijanso jezika ali pa malo drugače, če ti pa rata zelo drugače, si pa zelo vesel, ker si, ne vem, kot rečemo, prebil zvočni zid. Zdaj zelo šolsko vprašano, kako si ti do te svetlobe prišel? Ja, to je pa, to je to vprašanje svetlobe Božje. Ampak to je pa dolgo časa, ne. Vse so, v začetku so tisti pejsaži, ki so bili temno svetli, ne, pa v bistvu seveda to ljudje ne vedo, ne, ker kadar je bila kakšna razstava, so rekli, zberi 3 slike, pa si dal tiste, ki so bile zaključene. Doma si delal pa akvarele, ki so bili izrazito barvni, ampak nisi uspel še toliko, to niso enostavne stvari, no. To je potek, ki traja lahko 10 let, ne. Zadej za tem, se pravi, da si eno temo poskušal uresničiti, ob tem so se pojavljali vprašanja, ki jih je bilo treba razrešiti. Jaz mislim, da je zdaj ta prav čas, da bi rekli tudi kaj o svobodi. Jaz sem slišal par tvojih misli na to temo, torej slikarju svobodo tudi ni tako enostavno, ne? Pa bi te prosil, če bi še kaj o svobodi in resnici rekel pri tvojem poslu. Ja, svoboda, ja. Imam čist druge z ozirom na te prisile, ki se dogajajo danes v življenju, ne. Jaz pravim, hvala Bogu, da sem slikar in da grem domov in da naslikam, kar hočem. Če bi bil zdravnik, bi rekel, ti ne smeš to delati, ne. In tako naprej, ne. V bistvu, ampak dejansko je govora o tem. Dejansko se počutim jaz na nek način ogrožen, ker rečem, ta miselnost je pa nevarna, ne. Saj vemo, kako je to bilo, ne. Ne vem, tu noter, to so zelo, tako ve moj profesor rekel, to so težke besede. Svoboda, seveda je, kot bi rekel, neko neposredno lahkotno izražanje tistega, v kar si prepričan, kar je resnica, da je to največ, kar je možno, ne. In to je za tistega, ki dela, kot tistega, ki to konzumira. In to delaš ti zdaj, tako rekoč, dobrih 80 let. Ja, človek poskuša, ne, se življenje terja marsikaj sporednega zraven, ne. In v tem duhu je tudi tvoja Gaza, ena od zadnjih slik. Ja. Ja, gledajte, kaj se dogaja, ne. Mi dva sva govorila že o tej tvani angažirani umetnosti, ne. Jaz sem imel skozi ta vtis, odkar so nas v gimnaziji učili, da je umetnost, naloga umetnosti je, da plemeniti, ne, da
ne more biti drugače, kot da je slikar zavezan resnici, ne? In resnici sta dve, ena je od zunaj, ena je pod znotraj, ne? In jaz te čutim, bi rekel, na strani resnice. Zdajle mislim, da imamo mi premalo časa, da bi šla midva pogledati malo po svetu, ampak mi je pa všeč ta tvoja zgodba, kako si ti preko barikad v času osamosvajanja oziroma vojne za Slovenijo spravil slike v Yokohamo in se tam predstavil kot Slovenec. No, to je bilo zelo lepo, to so bile 1, 2, 3 razstave, ki sem bil uvrščen v, kot bi rekel, Evropsko ligo. Ne, zastopstvo, ne. Zastopstvo iza železne zavese. Yokohama je delala takrat eno razstavo, so naredili 2 leti prej, okoli 800 umetnikov iz vzhodne Evrope povabili, ne. Potem so pa izbrali od teh 810, ne, in tam sva bila vključena z Miroslavom Šutejem, midva, ne. Delal je ta izbor Ichiro Harju, to je bil predsednik japonskega pen kluba in umetnostni kritik. In jasno sem bil počaščen, ker je cel štab tam muzejski delal na tem, da naredi ta izbor, in potem je sledilo povabilo. Zdaj, to, kar pa omenjaš, je pa čas slovenskega osamosvajanja, ker si imel ti ogromno dela, jaz sem se pa boril samo za to birokracijo, pa z barikadam tudi, ja, da sem na Brnik nosil tiste role in seveda, oziroma kar se je dogajalo, sem napisal predsedniku organizacijskega odbora Yokohameno pismo, da ne želim razstavljati več v znamenju srpa, kladiva pa zvezde, kjer se v Jugoslaviji pobija, takrat je bilo na Hrvaškem zelo hudo, pa na Slovenijo, ne. No in na kratko povedano, ko sem prišel v Yokohamo po otvoritvi te razstave, zato ker sem moral še nekaj najel, ker so mi direktor pokaže katalog pa reče, žal smo vaše pismo dobili, prepozno piše še Jugoslavijo, ampak ko sem prišel noter v dvorano, ker je 30 mojih grafik, pa Čuteja tudi je pisal Slovenija, pa Hrvaška, ampak to je bilo leta 1991, ko Japonska še ni priznala Slovenije. Res pa je, da so te naši prijatelji, ki so študirali, naredili dol na jugu eno razstavo, mi, ko sem se pa zelo začudil, oni so imeli tisto znamkico, ki je Gregor Košak naredil parlament, prvo slovensko znamko, in so okvirlo ogromen, pa sprtu zlat okvir, pa slovensko zastavo so šili leta 1961 in so naredili eno tako razstavo, ko so me povabili, tako da smo imeli kar veliko simpatizerjev po svetu, za katere sploh nismo vedeli. Zdajle, ko bova počasi zaključvala, bi te pa prosil še za nekaj podobnega, kar sem prosil tvojega in mojega prijatelja, arhitekta Borisa Podreko. Že pred 10 leti sem ga prosil, naj z eno besedo diagnosticira ta čas, oziroma tisti čas, ne? Naj z eno besedo pove nekaj bistvenega v času, v katerem smo živeli, in njegov odgovor je bil fluidno. Jaz te ne prosim za eno besedo, ampak me zanima, kaj bi ti nekako pod črto tega časa s tvojo 90-letno izkušnjo rekel, kaj je zdaj, kje smo, kaj se dogaja, kako bi ti to povzel, kaj je z nami? Jaz ne vem kaj govorim, ampak imam občutek, da delamo korake nazaj na stvarih, ki imamo že sjajne izkušnje, da ne bi bilo prav tako delati. Ni prav, da se stvari zaostrujejo, ker
to pa se navezuje na starost ali moje leta izkušnje. Klima tik pred drugo svetovno vojno je bila zelo podobna. Ne? Jaz vidim tukaj nevarnosti. Jaz pravim, ne vem, ko se eden odloči, da bi rad do morja prišel, pa bo korakal preko Madžarske, pa to, prosite, to so osebne stvari, to ni politika več. Ampak je to tako kot v Ukrajini, tisti bojni ples, tista ignoranca, ta cinizem, tiste dolge mize, je to nikar tako, ne? Tiste je bilo zelo težko gledati, ta ples tankov prej, pa da bomo napadli, pa ustrelijo direktno v ljudi noter, ne? Zdaj, kdor bi šel nazaj pa pogledal, kaj se je zgodilo v Čečeniji, pa v Gruziji, pa na Krimu, pa kako se je to stopnjevalo, ne? Ampak tle sem že v politiki, ker ne bi. Bova to smer, rekel, zdajle preskočila, ker moramo počasi zaključiti. Z enim, upam, da ne bo to vprašanje nenavadno, ampak bo pa blejsko, bi rekel. Ja, to je dobro. Ampak bo zadevalo tebe kot slikarja. Recimo, da bi se tlele pojavila Bogomila. Ja. Kaj bi ti naredil? A bi jo prosil, bi ponudil portret? Ali še kaj bolj zanimivega, ali bi jo povabil okrog otoka. Kaj bi naredil? No? Ja, ne vem, kaj bi naredil. Bi dal sliko? Ne vem, kaj bi naredil. To je Prešeren vedel veliko boljš. Ja. Lej, če imaš ti zadrego in ker je šel Črtomir Voglej, se mi zdi, da sem tle nekje Prešerna videl, pa prosim, da se pojavi in nam kaj pove. No, vidiš. Jaz bi predvsem vaju, pa vse vas, ki ste člani moje stranke, kakor je rekel Lojze prej, če boste razumeli to, nobene čledarine ne plačate nič. Če bi on mene vprašal, katero besedo bi danes izrekel, bi izrekel naslov svoje zbirke par let nazaj, Zamrznjena pomlad. In jaz vas pomladno pozdravljam. Ne samo zato, ker je danes prvi pomladni dan, pa če bi bilo jezero zmrznjeno okoli nas, bi rekel pozdravljeni pomladno, srčno pozdravljeni. In sem vesel, da vas lahko tako preširno nagovorim. Glejte, prihajam sem izpod tam, ker vidiš razvalino, ki je Hajdovski se Gradec imenuje, torej od Črtomirja na otok Bogomile. In jaz bi kot Prešeren bi vam rekel, napisal sem v krstu pri Savici, dežela Kranjska nima lepšega kraja, kot je zokošno ta podoba raja. Tako sem zapisal v krstu pri Savici. O kraju, kjer se trenutno nahajamo. Cankar je pozneje širše imenoval to deželo nebesa pod Triglavom. Prej sem prebral spodaj, da imate odlomek v eni sobi iz kurenta. In ta nebesa pod Triglavom
so v pomladi, vseh pomladi, z ustanovitvijo svoje samostojne države pred 34 leti doživela nasmeh zgodovine, kot je rekel prvi predsednik vlade te države, Lojze Peterle. Narod te dežele, te države, ki so mu ta nebesa blagoslovljena domovina, pa nima srčnejšega klica k ljubezni, k spravi, bratstvu in prijateljstvu, kot je Zdravljica. Zato bom, dragi Andrej, uporabil tiste besede, ki sem ti jih že povedal kdaj in ki veljajo za vse nas. In ker nimam kozarca, bom rekel, spet trte so rodile, prijatelji. Vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi. V potrtih prsih up budi. Komu najprej veselo Zdravljico, bratje, ćemo zapeti? Bog našel nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, brate, vse, kar nas je sinov, sloveče matere. V sovražnike z oblako rodune in naš ga trešči grom. Prost, ko je bil očakal naprej, naj bo Slovencev dom, naj zdrobenih roke si izpone, ki jih še drže. Edinost, sreča, sprava. K nam naj nazaj se vrnejo. Otrok, kar ima slava, vsi naj si v roke sežejo, da oblast in z njo čast, ko pred spet naša bosta last. Bog živi vas, Slovenke, prelepe žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše krvi dekle, naj si nov zarod nov, iz vas bo strah sovražnika. Mladenči, zdaj se pije Zdravljica vaša, vi, naš up. Ljubezni domačije noben ne vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas jo srčno branit, kliče čas. Živenaj vsi narodi, ki hrepeneto čaka dan, da kodar sonce hodi prepir, iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrat leso se bo mejak. In nazadnje še prijatelji. Kozarce zase vzdignemo, ki smo zato se zbratili. Ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi Bog. Ker nas dobrih je ljudi. Hvala lepa Tonetu. Torej, to se bo zgodilo malo nižje, vsi lepo povabljeni, bomo nazdravili ob tej priliki in predno se zahvalim in predno bo Sašo zapel še eno oziroma zadnjo, bi rad povedal, da to na Bledu ne bo zadnji večer, imamo 3 jubilante. Andrej praznuje leto 90-letnice, Boris Podreka praznuje 85, bo naslednji večer z njim na Bledu,
tretji bo pa Karel Smole, ki nam je izdatno pomagal pri osamosvojitvi, ko je bil predstavnik slovenske vlade na Dunaju, ima pa 80 let. Torej, 3 runde bomo naredili tukaj, ne? In bomo še vabili. Zdaj bi se pa rad zahvalil Andrej najprej tebi, da si to nekako zamisel sprejel in podelil z nami tisto, kar ti je ležalo na srcu. Rad bi se zahvalil gospodu župniku in tudi gospe Romani Buhinčevi za vso skrb, da je lahko tukaj do tega kljub zapletom prišlo. Potem Sašatu iskrena hvala za glasben okvir, Novi 24, da je prišla to postnet in bo tudi dala. Pa še to z veseljem povem, za sponzorja smo pridobili Planet zdravje, ki ga tukaj danes zastopata dr. Irma Ogorevc in njen mož Igor. Hvala lepa sponzorju za ta večer, oziroma za to podporo. Vsem hvala, ki ste prišli. Sašo, ti imaš zadnjo besedo. No, za konc ena pesem, ki je pravzaprav, kar se mene tiče, hvalnica. Ampak je pa namenjena nekomu, ki je pravzaprav začel mojo glasbeno pot, in to je moja sestra. Jaz imam 2 sestri, ena je starejša 13 let, ena pa 16 let. In tista, ki je 13 let starejša, je v bistvu zame skrbela, ko sem bil star, ko sem se rodil, pa tam dokler nisem začel hoditi v šolo. In ona je bila pianistka, igrala je klavir, že takrat je delala srednjo šolo klavirja in seveda jaz sem samo, ker takrat ni bilo radio, ni bilo plošč, ni bilo televizije, ni bilo ničesar, imeli smo doma en pianino in jaz sem samo čakal, da pride domov in da mi zaigra eno pesem, mogoče se jo bo kdo spomnil, naslov je bilo pa Angelo mio. A je kdo pozna? Pa niste toliko stari. V glavnem, moja sestra je od lani pokojna in jaz sem se eno leto sprašal, kako naj se ji zahvalim. In takole se ji bom zahvalil. To je zdaj prvič takole uradno. Prejšnja pesem sem rekel, da je stara 60 let, tale pesem je pa dobrih 14 dni, tako da je še zelo mlada. Sestra moja je naslov.
Andrej, eno majhno darilce v tej priliki. Sem bil včeraj v Bruslju in sem našel na posebno trgovino s lekarskimi potrebščinami in tam sem našel vodene arce, ki so nastavljene oziroma narejene za tiste, ki potujejo, če pride huda ustvarjalna sila, lahko začneš slikati na avtobusu, v avionu ali na vlaku. Ne, vidim. Lepo, hvala. Ampak, to sem hotel reči prej, vodo že imamo okoli in kol. Jaz sem pa, zdaj pri meni, pa sem rekel, 1. januarja sem pacal nekaj, sem rekel, če ti lahko poklonim tisto, pa sem pa še ukvir naredil tako da na. Hvala lepa. A si tudi to spacko začel? To je 1. januarja. Hvala lepa. Hvala. Moram reči, da je ne samo izvrsten organizator slovenstva in politika, ampak tudi za te stvari je, ne vem, se je oglasil iz Bruslja, prej se je oglasil iz Amerike in tako naprej, vse tekle lepo, pogledajte. Prvi pomladni dan je najdu on. Hvala lepa. Doktor Živi. Hvala.